V galeriji Javle občine Radovljica so odprli razstavo dogodkov iz leta 2018. Vsem dogodkom se letos pridružuje še čebelarska tema. Vse te fotografije, ki so razstavljene v galeriji Javle občine Radovljica, so prišle na natečaj, prišlo jih je preko 300, ocenjenih jih je bilo kar 77. In vsem tistim, ki so zaslužni za to fotografijo, so danes podelili priznanja. Fotografsko društvo v Radovljici je se začelo leta 1947 kot sekcija jeseniškega fotografskega društva, potem pa smo začeli se je začel tako razvijati, da smo lahko v letu dveh lahko začeli sami kot samostojno društvo, tako da smo lansko praznovali že 70-letnico društva, predlanskem. V našem društvu imamo trenutno 32 članov, od katerih je v glavnem so zelo vsi aktivni, par imamo neaktivnih. Mineva že 10 let, odkar ste začeli z razstavami tukaj v galeriji Javle občine Radovljica. Najprej pa je potreben natečaj za vse te fotografije, ki jih vidimo v galeriji. Tako je. Mi razpišemo natečaj za naše člane in za vse zunanje fotografe, ne glede, ali so to občani ali so člani kakšnega drugega fotografskega društva. In na natečaju imamo se kar prijavljajo, ne sami naši člani, tako da je kar veliko ljudi se prijavi na ta natečaj. V občini Radovljica, ki jo pokriva, ne, to je od Krope do Begunj, do Lesc Radovljice in vse ostale vasi, se posnamejo dogodki, ki so bili organizirani za več, za ljudi, za občane in občanke. Tukaj v galeriji so na razstavi fotografije dogodkov iz leta 2018. Tako je, iz leta 2018, ki pa je že pokrito 10. leto teh dogodkov v občini Radovljica. In koliko nagrad oziroma priznanj boste razdelili? Za dogodke v občini Radovljica bomo razdelili 5 diplom in 3 nagrade. Prvo, drugo in tretjo nagrado kot priznanje za uspešno predstavljeno fotografijo. Razstava je na ogled en mesec, tako da v aprilu bo potem zamenjala z kakšno drugo razstavo.
Žarko Petrovič, vi ste tokrat med nagrajenci razstave dogodkov, sicer pa greva bolj v začetek. Kdaj ste se začeli ukvarjati s fotografiranjem? Ja, s fotografiranjem sem se začel ukvarjati že v 8 let. V aktivni dobi sem to majhen opustil. Zdaj, zadnja leta, sploh ko sem pa v penziji, se pa spet malo bolj intenzivno ukvarjam s fotografijo. In kaj najraje fotografirate? Ja, zdaj trenutno me najbolj okupira pokrajinska fotografija, pa tale urbana. Sicer je to zdaj malo bolj problematičen zaradi tega varstva osebnih podatkov, ampak iščem ene alternative, da se tam tudi lahko izražam. S tem, da imam jaz poudarek na temu prisotnosti človeka in pa takih posebnih vremenskih situacij, kot je recimo megla, dež, sneg, to me zdaj trenutno najbolj okupira. Odpira se razstava dogodkov, ki so se zvrstili v letu 2018 in kateri so tisti dogodki, ki jih vi razstavljate oziroma ste bili nagrajeni? Ja, jaz sem bil nagrajen za fotografijo iz prireditve Offroad, drugače pa spremljam dogodke sprot, kakor imam trenutno čas, pa da me dogodek zanima in mora iti na mojo kartico. In kaj vam pomeni današnje priznanje, ki ga boste prejeli oziroma ki ste ga prejeli? Ja, še ena dodatna spodbuda v tej smer, kakor sem že prej rekel, da me je zdaj zadeva okupirala, ker to je nekaj iz tega področja, kar sem prej poudaril. Poleg vseh dogodkov, ki so se odvijali v občini Radovljica, ste imeli še eno tebo o čebelarjih, o čebelarskem muzeju, ki pa tudi v letošnjem letu praznuje častitljivih 60 let. Ja, tako je. Izbrali so, v čebelarskem muzeju so izbrali temo čebelnjaki in panjske konkučnice oziroma panji na območju občine Radovljica, ki je za njihov arhiv in tudi koliko je tega po občini. Ker veste, da tukaj so te poslikave panjskih končnic, tudi v Radovljici, tudi zelo razširjeno, tako da smo to tudi se vključili zraven v to razstavo. Tretja nagrada Jasin Soljanović za fotografijo srečanja mest na Venerini poti v Radovljici. Druga nagrada Matjaž Klemenc za fotografijo čokoladni slapovi z festivala čokolade. Prva nagrada Žarko Petrovič za fotografijo zverina s prireditve Slovenija okrog v gramoznici Grabar.
čebelnjaki in panji pa nagrade prejmejo. Tretja nagrada, Marjan Resma za fotografijo Kamna Gorica. Druga nagrada, Jasin Suljanović za fotografijo Čebelnjak. In pa prva nagrada, Vida Markov za fotografijo Reklamni panji.